Dober dan, številna publika. Začenjamo tretji dogodek na dnevih enakosti spolov na Filozofski fakulteti, ki teče že 5. leto. Dogodki enakosti spolov namreč teče že 5. leto zapored. Tudi dogodek, ki smo ga poimenovali iz leta v leto, iz generacije v generacijo, je že tradicionalen. In na teh vsakoletnih dogodkih predstavljamo študentska dela, ki so nastala v preteklem letu in obravnavajo teme z področja enakosti spolov. Torej, vsako leto želimo v vidno polje postaviti dela študentov naše fakultete, ki v svojih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah na zavidljivi ravni inovativno in na specifične načine predstavljajo tematike, ki se dotikajo enakosti oziroma neenakosti spolov na različnih področjih. Na ta način bi radi predstavili širši publiki to, s čimer se na naši fakulteti ukvarjamo. Tudi danes je tako in v naši družbi so Dijana Džamastagić, z oddelka za psihologijo, Lana Turček, z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo in Otilija Dajč, z oddelka za psihologijo. Vse tri bodo predstavile izsledke svojih nalog. Žal se je kolegica Lara Poukovič zaradi bolezni opravičila. Pogovor bo potekal tako, da bom vsako penalistko, rečemo temu tako, predstavila na kratko, samo stavkom tudi izhodišča magistrske naloge, potem pa bo sama predstavila izsledke, morda pride kakšno zelo neposredno vprašanje, kakšna pojasnitev, potem pa če bo še kaj vprašanj iz publike. Torej, začnemo z nalogo spolna in seksualna raznolikost pri cis-spolnih heteroseksualnih osebah. Kandidatke oziroma magistrske študentke oziroma zdaj že magistrice Dijane Džamastagić, ki je na oddelku za psihologijo zagovarjala svojo magistrsko nalogo, mentorica pa je bila profesorica doktorica Darja Kobal-Grun. Naloga se je lotila vprašanja, kako onkraj binarnih modelov preučevati spol in seksualnost v psihologiji, pri čemer je kandidatka želela zagotoviti, da raziskava ni le osredotočena na doživljanje, temveč ima tudi izobraževalni namen. Magistrsko delo preučuje raznolikost med cis-spolnimi in heteroseksualnimi osebami s poudarkom na izzivanju predpostavk, kot pravi sama, o binarnosti in homogenosti identitetnih kategorij. Delo preučuje spol in seksualnost na večinski populaciji, tudi zaradi tega, ker meni, da je za celostno razumevanje spola in seksualnosti treba preučevati problem na vseh, ne zgolj na manjšinah, kar se mi zdi kar izzivalno izhodišče. Tako da prosim za predstavitev. Ja, kot povedano, sem se odločila za raziskovanje raznolikosti na cis-spolnih heteroseksualnih osebah. Najprej za vse, kaj ne veste, kaj je cis-spolnost in heteroseksualnost, torej gre za identitetni kategoriji. Cis-spolnost označuje spol, ki označuje, da se oseba identificira s spolom, ki je bil prepisan ob rojstvu. Heteroseksualnost označuje neko trajnostno, čustveno ali seksualno privlačnost do osebe različnega spola. Torej, kot sem povedala, gre za identitetni kategoriji. Tako na eni strani so identitete za človeka zelo pomembne, ker nam dajo občutek pripadnosti, varnosti in neke orientacije v svetu. Na drugi strani pa dajo občutek, da so izkustva znotraj te kategorije homogene, statične in nam ne dajo pogleda, kaj se sploh dogaja zadaj, torej kakšne so izkustva, kakšne so te meje, kakšne so pomeni znotraj teh kategorij.
Tako da jaz sem se fokusirala na raziskave, ki temeljijo na prizmi raznolikosti. In sicer te raziskave oziroma ta prizma poudarja, torej, da so izkustva oziroma identitete, ko jih pač razpremo, da so mnogotera in edinstvena in ja, da v resnici razpre, kaj se sploh dogaja. In da identitete niso nekaj, kar deluje v vakuumu, torej so že vključene oziroma se prepletajo ali pa so vpete v sociokulturne dejavnike in že to v resnici nekako povzroča ali pa razlaga neko raznolikost, ki se pojavlja v spolnih in seksualnih identitetah. Hkrati pa, ko sem se lotila tega, sem opazila, da sta cisspolnost in heteroseksualnost tudi velikokrat spregledani v raziskavah temelječih na raznolikosti, češ da ne bi bilo to zgolj lastnost manjšin, torej raznolikost zgolj lastnost manjšin in ne nekih večinskih identitet. Vendar tisti, ki so se pa lotili raziskovanja, so pa ugotovili, da vsem, ko so povabljene te osebe k dialogu, k razlagi svojih izkustev, da pa pokažejo določeno raznolikost praks, pomenov, spolnega izraza, seksualnih praks in tako naprej. Ja, zakaj se mi je zdaj to pomembno raziskovati? Na eni strani zaradi tega, ker sem že povedala, da so te identitete bile dojete kot da ja, je to nekaj, kar se njih ne tiče in so bile zaradi tega spregledane in nekako so spadale znotraj teh binarnih okvirjev. Torej se mi je zdaj pomembno, da tudi ta del razpremo, zato da lahko omogočimo bolj vključujoče in kompleksno razumevanje spola. Hkrati pa vse ne smemo spregledati, da cisspolnost in heteroseksualnost sta situirani v moči, torej imata neko družbeno moč in jo je zato tudi z vidika raziskovanja potrebno drugače obravnavati, torej ne isto kot manjšine. Ja, in to je bilo nekako ta dva dela, ki sta mene najbolj zanimala. Kar se tiče samih ciljev, je bil torej en del čisto preprost, da raziščem, kakšne raznolikosti se pojavljajo. Drugo, kar me je zanimalo, je tudi, kako se to povezuje z sociokulturnimi dejavniki, torej kako to tudi pojasnjuje neke raznolikosti. Tretji del pa sama uporabnost tovrstnih raziskav, torej to, da kako je delati z večino v tem smislu in kako oni to vidijo, kako je za njih to uporabno in hkrati tudi za raziskovalke oziroma raziskovalce. Moja naloga je temeljila na teoretskem okvirju avtorice Sari Van Enders. Teorija se imenuje teorija seksualnih konfiguracij. Čisto poenostavljeno rečeno je v ospredju to, da seksualnost in spol razume kot večdimenzionalna konstrukta in hkrati je zelo poudarek na tem, da čeprav recimo identitete kažejo neko podobnost, recimo če vzamemo biseksualnost pa heteroseksualnost, imata neke skupne točke, ampak vsem v družbi ima heteroseksualnost večjo družbeno moč oziroma je drugače zaznana kot pa biseksualnost. Metodološko sem se lotila to s poglobljenimi intervjuji in sicer z mladimi heteroseksualnimi cisspolnimi osebami, kjer sem uporabljala pripomoček diagramov te avtorice. Ne bi se v to podrobno zdaj spuščala, ampak je namen, da se ljudje umeščajo in na te diagrame in hkrati dodatno sprašuješ o njihovih izkustvih. Hkrati pa sem uporabljala še metodo usmerjeno v večino, kar sem že prej razložila, torej da raziskovalka ni zgolj nek pasivni člen, ampak skuša tudi dinamike moči že sproti v nekem raziskovalnem kontekstu naslavljati. Tudi če pride do sovražnega govora, je opremljena, kako se odzivati in bolje opremljena z načrtom, kako sploh z večino, kako večino raziskovati.
Kar se tiče rezultatov, torej sem skozi intervjuje ugotovila, da seveda prišlo do raznolikosti. Kar se tiče spola, predvsem v tem kontekstu, kako se ljudje pojmujejo, v smislu, ali je to povezano z nekim čisto psihološkim lastnosti, ali je spol bolj povezan z nekimi sociokulturnimi, ali bolj čisto nekimi esencialističnimi. Na drugi strani se je pa izkazalo, da je bilo veliko povezavi s spolom glede norm, torej tako veliko, kako je spol povezan s trenutnimi družbenimi normami in kako se tudi zelo bila vidna ta dinamičnost, da se spreminjajo, še posebej v kontekstu moškosti, kjer so recimo zelo poudarjali, kako se borijo s to toksično moškostjo, kakor so oni poimenovali, k sprejemanju bolj femininih lastnosti pri sebi ali pa celo neuspoljenimi. Tako da je bila vidna zelo ta dinamična komponenta. Pri seksualnosti pa recimo je heteroseksualnost prevzela zelo neko obliko kontinuuma, ker so na eni strani razlagali, da je njihova privlačnost zelo ekskluzivna do različnega spola, medtem ko so drugi tudi rekli, da je njihova heteroseksualnost, da čutijo privlačnost do vseh spolov. Tako da je bil zelo nek tak kontinuum viden. In pa še v kontekstu monogamnosti se je pa izkazal nek tak konflikt med idealom monogamnosti, kjer so si večina predstavljala, da nekoč bolj spoznajo tisto eno osebo, hkrati pa v njihovih praksah trenutno skoraj nihče ne prakticira monogamnosti. Tako da je bilo tudi tukaj z vidika števila partnerjev in oblik spolnih odnosov tudi neka raznolikost. Hkrati pa tudi z vidika sociokulturnih dejavnikov, torej kako se spol tudi prepleta pa seksualno z neko etičnostjo, socioekonomskim položajem, starostjo. Se je tudi izkazalo za zelo, je da neke nove vpoglede, recimo čisto kako sta spol in seksualnost povezana v tem smislu. Je ena od udeleženk rekla, da čeprav čuti privlačnost do večjih ljudi, se ne bo šla v odnose z njimi, ker bo zaznana kot slab, kot neka cipa, je rekla, ker v družbi se to pač vrednoti na tak način. Kar se tiče uporabnosti, so pa uporabniki, udeleženci in udeleženke poudarjali čist nek vidik samospoznavanja in spoznavanja z različnimi dimenzijami oziroma komponentami spola in seksualnosti, ker ti diagrami so zelo tako kompleksni in ponujajo ne samo, da se umeščaš znotraj, ampak tudi daje raziskovalcu priložnost, da razloži, kaj je določena komponenta in s tem omogoča tudi pridobivanje nekega znanja v tem smislu. In pa tudi za osebe, ki so cisspolne, jim je dejansko to, da so se lahko umeščale onkraj binarnih okvirov, torej moški, ženska, tudi za njih je to bilo zelo smiselno, ker so videli, da tudi njihov, recimo, že spolni izraz ni tako binaren, kot morda jim družba govori. Hkrati pa nekaj, kar nisem pričakovala, je, da sem s tem pridobila vpogled v norme, kaj so norme ženskosti, moškosti trenutno pač v tem mehnem vzorcu in njihovo dinamičnost, hkrati pa tudi stališča, ki posebej imajo do neke spolne in seksualne raznolikosti. Tako da če povzamem, sem na eni strani dobila vpogled, da so neka raznolika izkustva vidna, ko temeljimo raziskavo na pristopu raznolikosti in da gre za neko zelo fluidno, neenotno pojav in hkrati, da je intersekcijski pristop tudi zelo pomemben pri pojasnjevanju tovrstnih raznolikosti in pa to obširnost
ja, mislim, ta obširna uporabnost teh raziskav. Hkrati pa, ja, seveda je pa tudi so neke omejitve, predvsem v tem smislu, da je teorija zelo kompleksna in je potrebno kar veliko dela na tem kot raziskovalka, tudi kar se tiče dela z večino, ni toliko zelo veliko literature, da bi se raziskovalka lahko pripravila v tem smislu, tako da sem bila kar malo vržena in za naprej, če bi še kdaj izvajala, bi sigurno bilo potrebno tako zelo konkretno zastaviti načrt, kako delati, sploh ko pride do sovražnega govora strani udeleženk. Hkrati me pa tudi to zelo zanimalo, če dejansko pride do sprememb, ker nek del je bil, torej nek namen te raziskave je bil tudi to, da si udeleženci večine pridobijo neko novo znanje, neko spoznanje, kaj sploh so manjšine, kaj so različne dimenzije spola in seksualnosti, ampak žal s tako obliko ali pa s tako zastavljeno raziskavo žal ne vemo, ali je prišlo do translacije znanja ali je samo utrdil neko dominantno pozicijo teh oseb. Ja, to. Za zaključek pa ne vem povezavi s tem dnem enakosti spolov, da se mi zdi izredno pomembno, da raziskujemo v zelo širšem smislu spol in seksualnost, ker se ne tiče to zgolj manjšin, ampak ne vem, čist primer te boksarke Iman Khalif, ki sicer je cisspolna oseba, ampak smo videli, da neka transfobija dejansko učinkuje tudi na osebe, ki niso transspolne. Hvala lepa za to predstavitev. Vi ste naredili 10 intervjujev mladih, starih od 18 do 31. Razpon je kar velik. A so se videle kakšne razlike med njimi? To je eno tako hitro vprašanje, drugo pa omenili ste toksično moškost in fante, moške, ki se borijo proti tej toksični moškosti. Kaj pa na ženski strani? Ste zaznali tam kakšne upore zoper neke novodobne, bolj zaželene podobe ženskosti? Kar se tiče starosti, sem imela mlajše iz bolj ruralnih okolij. Torej se je izkazalo, da v resnici so bili ti mlajši udeleženci bolj konzervativni, tako zelo so se tudi bolj podrejali sploh normam ženskosti. Recimo ena je rekla, da mesečno porabljena depilacija, kljub temu, mislim, da bankrotira iz tega, kljub temu, da ve, da to ni prav, ampak čuti pritisk okolja. Hkrati pa te, ki so bili starejši, so pa vsem vpeti v neka bolj liberalna okolja in so z tega vidika tudi, mogoče bolj odprta stališča, no. Tako da se mi zdi, da je spet ta nek presek tega, ki ljudje so, živijo. Tako. Kar se tiče toksičnih moškosti, da ste vprašali, kaj pa na ženski strani? Na ženski strani. V bistvu to, kar sem rekla, da zelo je bilo glih obratno, no. Se mi je zdelo, da te moje udeleženke so v resnici zelo podrejene normam, sploh kar se tiče biološkega spola, da je bilo tako, jaz imam tudi široke rame in to mi pri meni ni všeč, ker je preveč maskulino in nočem biti zaznana kot maskulina. Na drugi strani tudi glede poraščenosti, da noče biti preveč maskulina, ker potem ni privlačna. Medtem, ko se je pri fantih oziroma moških pa kazal kar drug trend, tako, da nočem biti ta agresiven, egoističen moški, ampak zelo je bilo zanimivo z tega vidika, ker je vsak na svoj način to presegal. Na eni strani s prevzemanjem nekih feminilnih lastnosti, en se spomnim, da je šel zelo v te neuspoljene, da on sploh noče videti teh spolnih lastnosti in da se želi tega odmakniti, ker iz tega vidika čuti nek pritisk. Pa mogoče bojo še potem vprašanje. Hvala.
Naša naslednja sogovornica je Otilija Dajč, ki je napisala magistrsko nalogo z naslovom Doživljanje preseganja mononormativnosti na primeru oseb v sporazumno nemonogamnih odnosih. Nalogo je mentorirala profesorica Darja Koval-Grun in v magistrskem delu je Otilija želela raziskati, kako doživljajo partnerske odnose osebe, ki sporazumno živijo v nemonogamnih zvezah in kako doživljajo dva socialno-psihološka konstrukta, ki se z njimi povezujete, in sicer normo, spet imamo normo, in stigmo. Svojo raziskavo je želela prispevati k destigmatizaciji tovrstnih odnosov in k ustvarjanju psihološko-afirmativnih praks za psihološko delo z osebami v sporazumno monogamnih odnosih. Otilija, mikrofon je vaš. Super, hvala. Lep pozdrav še iz moje strani. Jaz sem predvsem začela s tem, da sem hotela dopolniti to že tako bogato literaturo, psihologov in psihologinj o partnerskih odnosih, ampak pri nas vseeno zmanjka nekaj na tem delu oseb, ki so udeležene v sporazumno nemonogamne odnose. Ko sem začela z branjem literature, mi je hitro postalo jasno, da je temu tako tudi zato, ker obstaja med splošno javnostjo velike stigme okoli tega, kdo so te ljudje ali pa kakšne lastnosti imajo, ki take odnose tvorijo, in potem seveda na to, da kaj to stigmo, kaj povzroča to stigmo in pridemo do norme, v tem primeru mononormativnosti. Torej, sporazumno nemonogamni odnosi so odnosi, pri katerih osebe, ki tvorijo partnerske odnose, sprejmejo dogovor, da si dopuščajo več seksualnih in ali čustvenih odnosov z drugimi ljudmi. Tako zelo v splošnem jih lahko razdelimo na poliamorne odnose, kjer si dopuščajo več tako čustvenih kot seksualnih in hkrati dolgotrajnih odnosov. V naslednjo kategorijo bi dala odprte odnose, pri čemer obstaja neka osnova primarnega partnerskega odnosa, ki je čustveno ekskluziven in si dopušča druge odnose samo, če so kratkotrajni in pa seksualni ali pa fizični. Kot tretjo nekateri vključujejo v to kategorizacijo tudi swingerje, ki odnose tvorijo na način, da v bistvu se družijo pari s pari in pride do neke zamenjave partnerjev. Nekatere teorije sicer ne priznavajo, da je to sporazumno nemonogamno, ne vem, ker ni dovolj globoko na nek način. Potem se pa v zadnjih letih veliko piše tudi o neki kategoriji odnosov, odnosne anarhije, ki pa se na tako neki teoretski ravni ukvarja predvsem z dekonstrukcijo nekih kategorij, s katerimi sploh opredeljujemo partnerske odnose, kaj pripisujemo čustvom, ki družbeno veljajo za izraz ljubezni, naprimer posesivnost, ljubosumje, kako zamejujemo kategorije ljubimca, partnerja, prijatelja in a je to sploh res tako zamejen in tako naprej. Mononormativnost v splošnem je pa pač norma, ki opredeljuje in nekako ljudje, ki opredeljuje to, da ne bi bil monogamen odnos najbolj zdrav, pravilen, etičen in pa konec koncev vsi ljudje mislijo tudi, da odrasel način, kako ne bi mi pristali v nekem razvojnem trajektoriju na koncu v odnosu, če pač sprejmemo odgovornost in smo odrasle osebe. Neka prepričanja, ki so bolj specifična in so v sklopu tega so to, da ne vem, verjamemo, da za nas obstaja samo ena sorodna duša, da je to, da je neka ekskluzivnost, neka najbolj trdna podlaga skrbnemu in predanemu partnerskemu odnosu in tako naprej. Bom pol res povedala, kaj so si mislili udeleženci. Pol pa tudi še to, da mononormativnost ohranjajo in reproducirajo tudi mnoge teorije, med drugim tudi psihološke, kjer do danes v bistvu ne poznamo razvojno-psihološke teorije, ki bi na nekem delu predvidevala, da oseba lahko odraste v nekoga, ki si želi imeti sporazumno več partnerskih odnosov. Veliko večkrat pridemo do nekih zaključkov, tudi
empiričnih raziskav, da je v bistvu s temi ljudmi nekaj narobe, da je to izraz neke patologije, neprevzemanja odgovornosti, kot sem omenila že prej, čeprav danes, tega ne bom opisovala, ampak obstaja res ogromno raziskav, ki tudi psiholoških, ki nakazujejo na nasprotno, torej na to, da pač te ljudje niso posebni v teh ozirih psiholoških kazalnikov zdrave osebnosti. Tako, jaz sem si raziskavo zastavila zelo eksploratorno, torej zelo splošno me je zanimalo, ker sem hotela od njih slišati, kaj bi bile te teme, ki bi bile njim pomembne, torej da bi jih jaz čim manj usmerjala. Ne, da s tem mislim, da nimam vpliva na to, kar so povedali, ampak tako me je zanimalo v splošnem, kako razumejo partnerske odnose, kako razumejo to normo, kako poteka nek proces odločanja za tovrstne odnose. Hotela sem pa tudi opazovati, kako skozi to, ko opisujejo partnerske odnose, že presegajo neko to normo v svojih vedenjih in dogovorih. In hitro sem ugotovila, da kljub temu, da so te osebe izražale neka zelo jasna načela, iz katerih izhajajo, torej neka pomembna tema je bila, jaz nočem kontrolirati druge osebe, jaz si zase in za moje partnere želim, da so avtonomne in jim ne želim vsiljevati svojega mnenja, bila je neka težnja potem, da živijo avtentično življenje in tako naprej. Pa tudi, ampak in to so bila neka ta čist racionalna načela, o katerih smo se lahko pogovarjali. Na drugi strani pa so vseeno opisovali, da čustveno te situacije so naporne, da se tudi oni srečujejo z čustvenimi stiskami pri nekem spreminjanju tega, kako funkcionirajo, da tudi oni so rekli, da se zdaj morajo zavedati in sprejeti, da enostavno so tudi oni bili vzgajani v to, da obojo enkrat našli monogamnega partnerja. In čeprav si ne želijo biti ljubosumni ali pa omejevati druge osebe, da te relacijske strategije prihajajo na plan in da to terja veliko ene samoregulacije in soočanja s kognitivno disonanco, ki pač pride pri nekem tem zelo spet umetni dualnosti čustev in racionalnosti. Tako da ta proces odločanja pač ni zares linearen. Ko smo se pogovarjali o tem, kako razumejo to normo, so opisovali predvsem, da to vidijo že v nekih strukturah materialnega okolja, ne vem, zelo tako, naprimer, že ko grejo v kino, da neka ročka tukaj je lahko je odstranjena samo med dvema, oni tam ne morejo biti trije skupaj na nekih ljubezenskih sedežih, da ko dobiš vabilo za neko zabavo, imaš možnost, da je plus ena. Konec koncev pa je to del tudi naše zakonodaje, da se lahko poročiš samo z eno osebo. In pa na ravni nekega kulturnega okolja je bilo pa veliko opisovanja tega, kako z odraščanjem in tudi danes enostavno ni nekega zgleda v filmih in nasploh v popularni kulturi, v glasbi, ki bi kazal odnose, ki niso monogamni in izgledali zdravo in izgledali odnosi kot nekaj, kar je pač lahko del življenja posameznika. Potem so normo čutili tudi kot to, da so videli, da razmišljajo o tem, da malo filtrirajo, s kom jaz lahko delim, da tvorim nemonogamne odnose, torej da prihaja do nekega procesa utiranja, da doživljajo veliko stresa v tem, moram pogledati, da jim manjka besedišča za opisovanje tega, kar doživljajo, torej da je tudi tvorjenje naših odnosov tako prežeto s enim diskurzom, ki je ta monogamen, da ko doživljajo nekaj v medosebnih odnosih, kar jim je zdaj novo, nimajo besede, kako bi to opisala. In je res tako jasno, kako med njimi nastaje neko novo besedišče, ki bi mogoče ustvarjalo nove diskurze in nove norme v nadaljevanju, kaj je pač v redu v partnerskih odnosih in družbi sprejemljivo. Na ravni tega, kako doživljajo partnerske odnose, sem pa identificirala predvsem to, da seveda prihaja do odmika monogamnosti. Na eni strani zaradi toksične monogamnosti, o kateri je bilo govora, kakor se oni zaznavajo, na drugi strani pa zaradi neke tesnobe monogamnih pričakovanj, predvsem to, da so stvari samoumevne
s katerimi so se srečevali, da njim mogoče niso bile, da bi več stvari rabili pregovoriti v tem smislu, da si niso želeli nekega poteka odnosa, ki bi bil, ok, najprej je to tako, potem spoznava prijatelje, potem se poročiva, potem se presediva skupaj kogarkoli. Potem se je pa začelo izjasnjevati, da so nekako gradijo neko novo, nek nov skript partnerskih odnosov, pri čemer so identificirali neke pomembne komponente, za njih pomembne komponente teh odnosov, ki so predvsem v prvi vrsti iskrenost, torej najprej je iskrenost in potem je to, ok, meni to prizadane in se bo o tem govorila, želje po transparentnosti, tudi da se zavežejo res neke komunikacije med sabo, tem, da bodo tako regulirali med sabo, kot samo regulirali afekt in da druga oseba ne bo kriva za njihovo počutje, ne primarno. V bistvu veliko so govorili o neki logistiki tega, kako pač je tudi ena velika tema, kako več odnosov tvoriti naenkrat in pa kako pač zaupati, s tem, da si bil vzgajen, da lahko zaupaš samo takrat, ker ima nekdo oči samo zate in čustveno si še vedno malo to misliš, racionalno si pa zdaj misliš nekaj drugega. Potem je pa sem še omenila, da sem lahko identificirala teme, pri katerih so kazali zametke preseganja mononormativnosti skozi njihove odnose. In to je bilo predvsem prek tega, da so opisovali, kako razumejo zvestobo onkraj ekskluzivnosti, torej, da jim zvestobo pomeni tudi marsikaj drugega, da pomeni držanje dogovorov, predanost komunikacije, da so imeli neko željo po fluidnosti odnosov, torej, da poteka sprotno komuniciranje, da če se meni, ne vem, trenutno da sta podružiti 3-krat na teden, se potem enkrat lahko premislim, da je velika tema tudi konsens, kjer se jaz lahko premislim, da skomuniciram in odnos tvorim drugače in da je to sprejeto. Potem je prehajalo do nekega zavračanja samoumevnosti, prioritiziranja romantičnih odnosov, torej neka to, da ni samoumevno, da je romantični odnos nek odnos, ki je prioriteta in potem so prijatelji in potem so starši, ampak da so te strukture videli dosti bolj horizontalno, oziroma sem, da ni bilo samoumevno, in pa kako se brišajo meje med nekimi kategorijami platonskega in romantičnega. Ja, tako. Če povzamem, se mi zdi, da je postalo jasno, da skozi vse te intervjuje, da osebe veliko enega časa zaradi stigme in norme, ki obstajata, s širšo javnostjo morajo komunicirati, da sej oni so v redu, da sej so zdravi, da sej kar delajo je prav in da v resnici ne ostane veliko časa za to, da bi lahko procesirali tudi neko stisko, ki jo imajo glede odnosov, ki jih tvorijo, ker vsak izraz njihove stiske je za družbo že pokazatelj, da ne, to pa ni prav način tvorenja odnosov in evo zdaj pa vidiš, In ja, se mi zdi, da na obeh področjih imamo veliko dela, zato sem tudi vesela, da sem danes tukaj in lahko pridodam nekaj besed o tem, da tovrstni odnosi so nepatološki. Hvala lepa za ta zaključek. Hvala lepa za ta zaključek. Mene bi pa zanimalo, ko ste zdaj predstavljali izsledke vaše raziskave, niste diferencirali te njihove odgovore glede na spol. Ali se kažejo v teh razlikah, moški, ženska, kakšne pomembne razlike pri tem, kako doživljajo to, ta nemonogamna razmerja, glede na to kulturno, pač specifično okolje, ki vendarle, če so nemonogamna, potem so to, se bliže pripisujejo moškim, oni lahko menjavajo partnerja, ali imajo več partnerjev hkrati, ne pa ženske, nekaj ste omenili sicer, mimogrede, ampak vse nam je zanima, kako oni sami, tisti, ki živijo v teh razmerjih, ali gledajo na to različno, ali je res tako poenoteno to razmišljanje in doživljanje takšnih razmerij.
Se mi zdi, da je razmišljanje bi znalo do neke mere biti poenoteno v tem, kako vidijo te odnose, ampak da je za osebe, ki imajo, mislim, ki so bile vzgajane kot ženske in je to njihov trenutni izraz, da so te izkušnje, kaj pomeni, kaj je nekdo posesiven do tebe, kaj je nekdo ljubosumen, ko te nekdo proba omejevati, enostavno čustveno globje. In je ta motivacija, ali potem, ko pride do konfliktov, ko naprimer partner, ki teh izkušenj nima, se obima je racionalno jasen, ne? Samo da se ena oseba težje regulira in rabi več enega razumevanja zaradi tovrstnih izkušenj, ki potem nam dajo neko različno štartno točko, ki rabi biti upoštevana. In na drugi strani rabi biti kar tako nekdo, ki se tudi zna zelo samo regulira, da lahko te stvari sprejme, ne? Ker sigurno, da je naša stiska vedno nam največja subjektivno in je te stvari težko razumeti, ne? Samo da res glede na spolje, tudi zgodovinsko gledano, ne, tukaj je veliko več enega bremena. In tudi same teorije, no tukaj pa so si, mislim, tukaj pa se mi zdi, da je tudi neko poenotenje, ja, kako vidijo monogamnost odnosov, zakaj je zgodovinsko bila upeljana kot norma, koliko enih družbenih neenakosti se lahko reproducira skozi tovrstne odnose, glede skrbstvenega dela in tako naprej. Predvsem, ja. Še ena opaska, zelo zanimivo, da ste uporabili termin, da gre za logistična vprašanja. Ta termin je bolj doma nekje v kakšnih drugih, bi rekla, akademskih poljih, ne mogoče v psihologiji, pa me zanima, kako ste vi to razumeli, to logistično vprašanje, ki je ravno vprašanje, ne pa tako, ne monogamno razmerje. Ja, da vem, kako se sliša, ne, da je to zelo robotsko, pa da tako nimamo čustev okoli tega. Ekonomistično, ne? Ja, sigurno, ampak konec dneva, sploh, ko enkrat so vpletena čustva in potem si partnerji so malo lahko na temo, kaj pa je fair, ne neko veliko vprašanje, je te stvari fajn, ja, logistično razporeditene, koliko čist res tako razmišljati o tem, ne, koliko časa preživim z nekom, na katere dneve, ne. Pa je tudi, logistika je tudi to, da če nekdo ima partnerja, s katerim živi, je potem težje, ne vem, pride nek tretji partner k njemu prespati, kot če bi živel sam. Ne, tudi tukaj rabi neke logistike poteč, da nekam pa ne zdaj gre ta partner, pa se to sploh dovoli kakorkoli. Bom razmislila, če obstaja kakšna manj umetna beseda za to, ne? Ampak tako so to opisovali tudi udeleženci, ja. Verjamem, hvala. Tako razmišljamo naprej, ne? Hvala lepa. In še naša zadnja sogovornica je Lana Tornišek, ki je na enopredmetnem študijskem programu Etnologija in kulturna antropologija na magistrski stopnji zagovarjala svojo nalogo z naslovom Matrilinearni prenos odnosov do menstruacije, perspektive 3 generacij žensk. Njena mentorica je bila docentka doktorica Ana Sara Kluneček-Brumen in njeno delo se ukvarja z raziskovanjem tega, torej matrilinearnega prenosa informacij med ženskami, torej do informacije o menstruaciji, med generacijami znotraj družinske enote, kar je zelo zanimivo, z željo po boljšem razumevanju, kako se ti odnosi spreminjajo skozi čas. Lana je sicer pripravila PowerPoint, ampak bomo probali brez tega, ker zdaj mogoče ni pravi trenutek, da prekinjamo ves ta tok. Se opravičujem za te tehnične težave, pa upam, da bo šlo tudi tako. Deluje. Ja, kot rečeno, bom predstavila diplomsko nalogo z naslovom Matrilinearni prenos odnosov do menstruacije, perspektive 3 generacij žensk. V diplomski nalogi sem raziskovala, kako se odnos žensk do menstruacije prenaša med generacijami v okviru družinske ženske linije
in kako se ta odnos skozi čas spreminja. V današnji predstavitvi se ne bom toliko posvečala samemu medgeneracijskemu prenosu znanja, ampak bi se bolj osredotočila na teme, ki sem jih opazila skozi raziskovanje in so se mi zdele zanimive za izpostaviti. Oziroma se mi zdele, da nekako sovpadajo s to tematiko dneva enakosti spolov. Se pravi, predstavila bom naslednje teme: samoobjektivacija, menstrualni sram in prikrivanje in pa menstruacija kot komunikacijski tabu. In za vse te teme bi rekla, da so nekako posledica delovanja patriarhalne družbe. V diplomski nalogi sem se odločila za način medgeneracijskega raziskovanja prenosa informacij po ženski liniji. Izvedla sem 9 intervjujev, pri čemer sem vključila 3 generacije žensk iz 3 različnih družin v relaciji babica, mama, hči. In kasneje skozi predstavitev se bom pač nanašala na starejšo, srednjo in mlajšo generacijo. Zdaj za začetek bi se mogoče na kratko predstavila te termine, ki jih bom uporabljala in nekako kako so povezani med sabo. Za začetek bi omenila seksualizacijo in objektivacijo ženskih teles, ki pogosto vodita do samoobjektivacije, ko ženske začnejo doživljati svoje telo kot objekt. V nekaterih primerih celo pride do občutka neke razdvojitve in doživljanja sebe kot ločeno od svojega telesa. Samoobjektivacija posledično prinaša neko povečano telesno zavedanje, sram in potrebo po telesnem samonadzoru in s tem nadzorovanju videza telesa. Kot rečeno, samoobjektivacija povečuje telesno samozavedanje, kar pa potem vodi v prikrivanje telesnih funkcij, kot je recimo menstruacija. In menstrualno prikrivanje je ena izmed teh praks telesnega samonadzora. Lahko je pa tudi razumljena, lahko razumemo tudi kot neko obliko družbenega nadzora nad ženskami. Tudi sram, menstrualni sram se lahko razlaga kot neke vrste mehanizem družbenega nadzora, ki pomaga vzdrževati hegemonijo spolnih pravil. In pa pomembno se mi zdi izpostaviti, da sram ni prirojen, ampak da se razvije skozi družbeni proces socializacije. Zdaj, preden začnem z nekako vsebinsko predstavitvijo, bi rada izpostavila, da pač, ko govorim o ženskah z menstruacijo, s tem mislim tudi vse osebe, ki imajo menstruacijo in se ne identificirajo kot ženske, in da pač s tem, ko govorim, na tak način ne želim nikogar izključiti. Zanimivo se mi je zdaj, da skozi intervjuje nobena od mojih sogovornic nekako ni imela oziroma se ni spomnila, da bi imela kakršnokoli negativno izkušnjo strani družbe glede menstruacije, recimo, ki bi spodbudila menstrualni sram ali pa strah pred prenicanjem krvi. Kljub temu pa smo se ves čas skozi vse pogovore nekako vračale na temo strahu pred in sramu ob pronicanju menstrualne krvi in nekem preventivnem delovanju, kot je recimo prikrivanje menstruacije. Se pravi, skozi intervjuje sem nekako s težavo ugotavljala, kdaj se ta omenjeni sram pri sogovornicah pojavi in odkot pride, glede na to, da nobena od sogovornic ni imela slabih izkušenj, kjer bi bile recimo zasmehovane, osramočene ali pa kakorkoli izločene zaradi dejstva, da imajo menstruacijo. Zdaj mi je žal, ker nimam PowerPoint, ampak sem pripravila tudi nekaj citatov, zdaj se jih ne bomo mogli pogledati. Ampak pač pripravila sem 2 citata sogovornic iz srednje generacije in obe sta mi govorile oziroma pripovedovali o tem, kako njuni občutki menstrualnega sramu ne izvirajo iz zunanjega okolja, ampak da to izhaja iz samega sebe. Po besedah od ene sogovornic, da to bolj pri sebi nosiš ta občutek. Mene pa ravno zanima to, odkot ta občutek znotraj sebe sploh pride. Recimo, če doma to ni bilo tabu ali kakorkoli niso dobili od zunaj občutka.
Sprašujem se, oziroma spraševala sem se v diplomski nalogi, kdaj se ta sram pravzaprav pojavi, ker se pač s tem ne rodiš, ampak je to prizgojeno. Tekom raziskave sicer do tega odgovora nisem uspela priti, predvidevam pa, da bi to lahko bila direktna posledica te neke zavedne oziroma nezavedne samoobjektivacije, kjer ženske in osebe z menstruacijo prevzamejo pogled družbe na ženske in ga potem pač usmerijo nase. To lahko tudi imenujemo male gaze, v prevodu moški pogled. In ko se ženske same opazujejo skozi ta prevzeti male gaze, menstruacija velikokrat ne ustreza te neki idealizirani podobi ženskega telesa. In pač zato se ženske pogosto trudijo, da bi potem menstruacijo prikrile oziroma pač občutijo to sramu ob tem, da jo imajo. Zelo povedna se mi tudi zdela informacija o tem, da so sogovornice srednje in starejše generacije skoraj vse izpostavlja neko mnenje, da sploh v preteklosti, ko so bile mlajše, da če ni bilo nič narobe, pač se o menstruaciji ni bilo treba pogovarjati. Rekla bi, da je to neke vrste signal, da menstruacija ni tema, o kateri bi se prosto pogovarjali, ampak je v tem primeru posledica neke nuje oziroma reševanje problematične situacije, kar pa tudi kaže na prisotnost tabuiziranosti teme menstruacije, če tudi med pogovorom večina sogovornic izpostavi, da doma menstruacija ni bila tabu tema, oziroma da se jim zdaj ne zdi tabu tema. Spet tukaj sem imela dva citata pripravljena. Ja. Da bi prebrala, ste ga povedali? Mislim, imam jih tle. No ja, in kot rečeno, ko do pogovora o menstruaciji sploh pride, je ponavadi to pač so podarjene neke negativne plati, recimo kot tožba o bolečinah ali pa neka nepraktičnost, menjavanje pač menstrualnih izdelkov oziroma pač neke negativne izkušnje z menstruacijo. In tako se je nekako tudi odražalo v izkušnjah mojih sogovornic, da so večinoma govorile o negativnih izkušnjah. Zelo redko so pa izpostavile, kaj pa recimo doživljajo kot pozitivne plati menstruacije. Se pa je pojavilo nek tak manjši fenomen in bi pač to kot zanimivost izpostavila, da je bila pač pozitivna plat menstruacije, ki je sama pred pisanjem diplomske nisem nekako poznala ali pa se nisem z njo še srečala. In to je več energije pred menstruacijo. O tem so v bistvu govorile samo sogovornice srednje in starejše generacije, nobena od mlajših ni imela podobne izkušnje. Kar se mi je tudi zdelo samo po sebi zanimivo in me nekako privedla do vprašanja, ali je to izkušnja, ki je nekako generacijsko pogojena s časom, v katerem so pač sogovornice odraščale, ali je pač to pogojeno s starostjo in mlajše sogovornice še niso pač vstopile v starost, ko bi se srečale s temi omenjenimi občutki. Ja, kot rečeno, se pač o menstruaciji ne govori pogosto, ko se govori, je pa zelo obkrožena z nekimi zadržki in predsodki, kar spada tudi nekako vključenost moških v ta diskurs o menstruaciji. Sogovornice recimo se o menstruaciji z moškimi niso pogovarjale in opazila sem, da je vsem sogovornicam pač nekako skupno, da gledajo na menstruacijo kot nekaj, kar spada bolj v žensko domeno in da pogovor o menstruaciji z moškimi ponavadi izgleda kot le bežna omemba, se pravi, imam menstruacijo ali pa ne vem, bolečine so omenjene ali pa karkoli in da je to potem pogosto pospremljeno z nekim opravičilom, kot da se sogovornica opraviči, da je moškega izpostavlja dejstvu, da ima menstruacijo ali pa da je neprijetno. Ja, pri sogovornicah sem opazila povišan stres in očitko sramu ob misli na prisotnost moških, recimo, da bi moški opazili, da jim je kri pronicala skozi oblačila
ali pa da bi pač se pogovarjali o menstruaciji. Ob omembi strahu pred posmehom sogovornice niso specifično omenjale, da jih skrbi posmeh žensk, posebej pa so omenjali strah pred posmehom strani oseb moškega spola. Kar se mi je zdelo zanimivo pri tem je to, da kljub temu, da same od sebe vseeno ne izpostavijo prisotnost moških kot enega izmed vzrokov za neko dodatno skrb pred razkritjem menstrualnega statusa, nekako kot da bi ti občutki potrebe po ločevanju moških od menstruacije bili nekaj popolnoma sprejetega in neproblematičnega. In pač šele skozi direktno vprašanje z moje strani o tem, kdaj in s kom ne govorijo o menstruaciji, so bili potem omenjeni moški. Zdaj, ena od sogovornic je omenila, kako jo je strah, da bi brat izvedel, da ima menstruacijo, dejstvo, da ima menstruacijo. Hkrati je pa skozi pogovor večkrat omenila, da ima menstruacija ni predstavljala tabuja, kar se mi zdelo neko nasprotovanje, da se spet pojavlja. Omenila mi pa še dva primera sogovornic, ki sta delo v ženskem kolektivu izpostavili kot olajševalno okoliščino, pri tem občutku nelagodja v pogovoru o menstruaciji. Recimo ena od teh situacij je bila, sogovornica je delala v živilski trgovini in eni od sodelavk je pač menstrualna kri pronicala skozi oblačila in je bilo pač te delavki zelo neprijetno, se je upravičevala, sicer nobena od ostalih sodelavk ni ji dala občutka, da pač je s tem karkoli narobe ali pa da bi se mogla slabo počutiti. In potem je moja sogovornica izpostavila vprašanje pa, kako bi izgledal ta dogodek, če bi pač bile v moškem kolektivu, da bi bili prisotni tudi moški sodelavci. Potem je bila pa še druga sogovornica, ki sem jo pa pač vprašala, kako se počuti z pač pogovorom o menstruaciji, pa recimo tudi v nekem službenem okolju pa tako, in je izpostavila, da dela v zdravstvu in da to tam sploh ni tabu tema, ker je pač zelo nek fokus na telesnost, ampak vseeno, da so pa večinoma ženske sodelavke in da pač, če bi bili moški, da tudi ne ve, kako bi to izgledali, če bi bili pač prisotni. Se pravi, samo trenutek. Malo mi je zdaj težko, ker imam te pripravljene citate. Tako da ja, če povzamem, mislim, da s spremembo načina in pogostosti govora o menstruaciji lahko pripomoremo k večji enakosti spolov in nekako bolj podporni družbi za vse osebe z menstruacijo. Pomembno se mi zdi vključevanje vseh ljudi v pogovore o menstruaciji, tudi moških. V primeru, da imajo moški bližnji odnos z žensko, se pač posredno menstruacija tiče tudi njih, ker je pač to zelo pomemben del življenja žensk. In pač ne glede na to, a gre za odnos platonske, romantične pa družinske narave, se mi zdi, da bi mogli moški biti nekako vključeni v pogovor o tem, da naj ne bi prihajali do nekega tega opravičevanja in občutka krivde, ker se jih izpostavlja omembi recimo menstruacije ali pa vključevanju v izkušnjo pač žensk z menstruacijo. In tudi zdi se mi potrebno znebiti ideje, da pogovori o menstruaciji in menstruacija na splošno spadajo le v žensko domeno in pač da na tak način bi se postopoma lahko izognili situacijam, ki sem jih recimo opisovala danes, pa predstavila danes, ko ženske še same ne vemo, odkot so ti občutki sramu, vemo pa, da je precej močno prisoten. Pomembno se mi tudi zdi zastavljati, ampak zakaj vprašanja v povezavi z odnosi do menstruacije, tako sebi kot tudi drugim, z namenom, da bi razbili neke določene ustaljene predsodke. In za konec bi še dodala in poudarila, kako pomembno se mi zdi stremenje
prepoznavanju menstruacije kot nekega neutralnega telesnega dogodka, ki ga ni potrebno olepševati ali pa upravičevati, da bi bilo ostalim okrog nas bolj udobno. Hvala. Hvala lepa. Dve vprašanje se mi postavljata v zvezi s strahom in sramom. To sta pravzaprav občutka, ki prihajata od zunaj. In me zanima, ste imeli mogoče občutek, da je to, da ste v isti družinski liniji proučevali, da je mogoče zaradi tega ni prišlo navzven ta odgovor, odkot prihaja strah. Ker če bi mogoče drugačen tip raziskave zastavili, bi mogoče prišli do drugačnega odgovora. Ali se motim? Kaj vi predvidevate, da bi se zgodilo? Ne vem, če sem čisto razumela vaše vprašanje. Mati, hči, stara mama, ta linija recimo, vendar zaščitiš svoje najbližje pred tem, da bi odkrito spregovorila, da je strah in sram prišel po tej liniji. Ali mislite, da če bi recimo se med sogovornicami, med nami, enakimi, dogajali, oziroma ta pogovor potekal, da bi prišli do drugačnih dogovorov? Obstaja verjetnost, ja, ampak moram pa tudi reči, da v moji raziskavi so sogovornice tudi kritizirale nekako mogoče delovanje mam, kako so jim predale naprej, oziroma da najbolj je bilo problematično to, da niso bile mogoče dovolj ustrezno opremljene z informacijami ali pa niso teh informacij prejele na nek način, ki bi se jim zdel sprejemljiv ali pa kakršnega so potrebovali. Recimo ena od sogovornic je imela zelo burno reakcijo na to, da je dobila menstruacijo in je zelo jokala, potem zelo je bilo grozno. Si je želela od mame mogoče neko podporo, kako bi rekla, čustveno podporo, in tega ni dobila in je to odkrito povedala. Povedala zakaj? Zakaj? Zakaj ni dobila? Če bo dali ni dobila, zato ona predvideva, da mama nekako ni imela čustvenega prostora za ukvarjati se s tem, je bilo zelo predano naprej kot nek matter of fact. To je zdaj tako, ženska si, menstruacijo imaš, zdaj pa gremo naprej, ni potrebe po jokanju. Ni ko sem pa govorila tudi, se pravi, s mamo, se pravi s to osebo, ki je nekako na ta način odreagirala, je pa svojo izkušnjo tudi povedala, da je žal, da je tako odreagirala, da bi si želela, da bi znala biti bolj podporna, da bi bila bolj tam za svojo hčerko. Ko smo na Filozofski fakulteti in ker je bila pred kratkim tudi pri nas na naši Filozofski fakulteti burna debata o menstruaciji in o vložkih in tamponih na naših straniščih, zgleda, da je to še vedno na nek način tudi tema. Tako da bi se kar strinjala, da je tega pogovora še vedno v družbi premalo in da se še vedno pravzaprav pripisuje zgolj ženskam, da morajo to kaj vedeti in se s tem ukvarjati, na tem pa se moškim ali tistim, ki so moški v prostoru, ki so spolni moški, se s tem ne ukvarjajo. Tako da jaz mislim, da je tudi današnja predstavitev in upam, da ogledi po tej predstavitvi, da bo prispevala k tej detabuizaciji te teme. Tako da hvala. To z moje strani, zdaj pa, če ima kdo še iz publike vprašanja. Publika odkimava, tako da res se vam vsem trem zahvaljujem za vaše predstavitve in upam, da boste to znanje, ki ste ga pridobili na Filozofski fakulteti, širili naprej. Mi bomo pa gledali, koliko ogledov bo ta naš današnji dogodek imel. Hvala lepa še enkrat. Hvala vam. Evo, pa smo pripeljali. Jaz sem pričujem, da bi morali cele, pa mogoče ne igrati. Ampak ste v redu.